Živijo Bully banda. Ta kombi je menda vozil gospe na tržnico. Pardon, shopping stop. Darilo. Ma ne. Ja. Prejšnji teden smo se potepali po Nemčiji. Obiskali smo Volkswagenov muzej in največje srečanje Bullyjev v Wolfsburgu. Tokrat pa se vračamo nazaj na rodno Grudo. Obiskati gremo gospo Oblak, hčerko pokojnega lastnika našega kombija. Na zalogi ima celo serijo štorij o našem odpisanem. Živijo Bully banda, spet na kraju zločina, se verjetno ste prepoznali, smo v Rižani, na mestu, kjer smo našega odpisanega potegnili in pridno praznite tole našo vrtnico z odpirači za pivo. Jaz jih pridno dofilavam, tako da pridite, postrežite si, odpirači čakajo na vas, poletje bo še dolgo. Zakaj smo na obali? Ker šivamo do zelo pomembne osebe, ki je zelo povezana z zgodovino našega kombija. Pejte z mano. Naslednja postaja Izola. Preden pa se zapeljem dol v mesto, en kratek pit stop, pardon, shopping stop. Vrigo. Ful dobro. Hvala. Lep vikend, čao. Tako, darilo nabavljeno, zdaj jaz sam upam, da bo gospa Oblak pripravljena kaj povedati pred kamero. Namreč, jaz sem se povabil sam na kavico in jo bom to s kameram pa to obvestil šele naknadno. A lahko vsem dam eno kamerco tega? Kaj ne? Res ne? Da boš mene posnel, ne. Vsaj da bi šla k frizerki, se namazala, ker je takega. Še stara sem ko zemlja, še kdo ne me vidi, ki me pozna. A lahko tako posnamava, da se vas ne vidi? Se pravi, da se samo tole, kar mi da pijeva. Kaj? Ne moreš ti to sam nekaj skombinirati. Ne vem, kaj bi ti jaz povedala še od tega kombija, da je bil lep. Lep je bil, meni je bil tako všeč. A kakšna, je bil temno modra, ne? Temno moder je bil. Ja, pa vas je bil v eni barvi, ne? Ja. Zdaj bi čez par let spet kupil enega, Ja. veš, da bo spet nekaj delal, ne? Ampak niso mu dali, veš, niso mu dali dihati. Bil navadni vojni invalid, 3-krat ranjen. Njemu je prišla dum tle notri, ne? Ampak vseeno ni hotel ostati, da ne bi prav nič bil aktiven, ne? Se je potem ukvarjal tako, ne? S kakšno tako stvarjo. In je vedno nekaj hotel, ne? Še narediti in ustvariti, ne? Ampak mama ali pa vaši so imeli pa to gostilno v najemu? V najemu, ja. Ker tisti lastniki niso mogli takrat, niso imeli personala, ne? Ker gostilno, med takrat gostilno restauracijo je tudi zdaj, ne? Moraš vstati ob 4 zjutraj in greš spat ob polnoči, ne? Takrat je bila to v bistvu glavna prometna žila na obalo, ne? Moja mama je bila dobra kuharica in je bilo prometa, bilo ogromno delano. Čeprav ta kombi je menda vozil gospe na tržnico v Ljubljano, so jih napokali v kombi in so šli v Ljubljano na tržnico. Ne napokali, 2 so še lahko z njim. To so se v spred usedali, pol vsi trije. Čeprav verjetno tistih časih je bila kar avantura, iz Rižane v Ljubljano. To trajalo verjetno 4-5 ur. Ne. Preden si pa šel. Ne, 2 uri in pol. A res? To si šel po vsej tej stari cesti, Ja, stari cesti, ma ni bilo prometa. No, ampak še vedno, kako je kombi prišel do vaše familije? Ne, kako, mi smo imeli... Nov zagotovo ni bil. Ne, nov mislim, da ne, če je bilo to na računi 70. leta. Ne, ni bilo kombi letnik 61. 61. Ja. No, veš kaj, oče je bil mehanik, on je imel motorje, je imel avtomobile in tako naprej, ne. In potem se je hotel začeti ukvarjati s tem prevažanjem, ne. V glavnem, tega ste res, za tega si zaslužite medaljo, kaj ste naredili. Mislim, to. Pa se je bilo kar par kosov ste peljali peskat. Tako sem videla, tam ni bilo nič od tega, sem rekla, pa kaj bojo te fanti z tega naredili. Ma to jaz občudujem, veš, zaradi tega, ki vem, jaz poznam delo mehanikov, ne. In tako kot je moj oče enkrat delal, to so vse sestavljali te dele, vsak kos avtomobila je bilo potrebno
nisi dobil dela, so ga mogli narediti. Sam ne veste pa, kaj se je zgodilo z motorjem, z gumami, volanom. Kako ne vem, če se je, tata ga je stran dal in to je bilo to. Še neki. Nisem pa šel praznih rok. Enega smo vam odpeljali, ampak neki smo pa pripeljali. Kaj? Darilo. Ma ne. Ja, Ti pa me zame? ja. Ja, ma kako to? Sej ni moj kombi. No, simbolično. Ma ne. En mali avto. Joj. Ni čisto isto barve, ni isti, Ne, no. ma ni važno, ma lej, hvala. Sem prav rekel- Povem, da bojo, če bo z groba vstal. Jaz sem prav rekel, ne moram spet kavo pa piškote. Joj, ma lej, ma si zlat, res. Ma kaj sem si to zaslužila? Ma joj, ma kje si ga najdem, ma kje si ga dobil? Ma poglej, ko je lep. Hvala. Pri koncu smo še ene počitniške epizode. Naslednji teden se oglasimo na največjem slovenskem srečanju Volkswagenovih legendarnih vozil Let's Back Together na letališču Lesce. Potem pa se bo ponovno začela akcija v delavnici CRC. Ne pozabite se naročiti na nova nadaljevanja naše obnove. Kliknite subscribe.